Ves april je v Sloveniji in širše v Evropi in svetu posvečen knjigam. Vprašanje je, ali ta knjiga govori o meni. Če da, potem mi jo priporočite in jo bom bral. Med 69 tisoč naslovi knjig v knjižnici v Tržiču jih veliko govori vsakemu od 15 tisoč občanov in občank Tržiča. Govorijo tako glasno, da lahko ostanejo z vami dolgo časa, morda celo življenje. Pridite vsak po svojo. Zaposleni v knjižnici dr. Toneta Pretnarja vam bomo ob 23. aprilu, svetovnem dnevu knjige in za noč knjige, zaupali, katerih 10 knjig ostaja z nami, kot ostanejo zvesti prijatelji. Z mano ostajajo Mali princ. Pri 13 letih, ko sem jo dobila za darilo, mi ni imela povedati nič. Kasneje se je njeno sporočilo, da je treba gledati s srcem, če hočemo čutiti sebe in druge, ponovilo v mnogih variantah. Ampak Mali princ pove že vse. Kratko, jedrnato, s krasnimi ilustracijami. Medvedek Pu. Vse živali v tej knjigi. Filozofski medvedek Pu in njegovi prijatelji tiger, osliček Sivček, sova, zajec, pujsek, kangu in njen mali ruj so veliki posebneži. To jim ni v kamen spotike. Cenijo se in so si v toplo oporo. Deček Kristofer Robin jim nudi dom in dogodivščine. Antoni de Melo, Zavedanje. Pri mojih 30-ih mi je odprlo oči, da gre v odnosih med ljudmi mnogokrat za manipulacijo. Anselm Green, Kraljica in divja ženska. Preko arhetipov podaja pravico, da smo ženske v sebi lahko kraljice, z veliko notranjega dostojanstva, obenem pa tudi divje. Divje ženske, ki se potegnejo za svoj prav, se ne dajo potlačiti. Alex Lloyd, Princip ljubezni. Nevroznanost podaja vedno nova spoznanja o delovanju naših možganov. Knjiga pa tudi konkretne vaje, kako nevroplastične možgane preusmeriti na nove spominske poti. Alenka Rebula, Blagor ženskam in globine, ki so nas rodile. Avtorica izjemnega občutenja, miline in mojstrica jezika razlaga, da človek po rojstvu šele nastaja preko telesa. Telo si nabira spomin in nato sporoča. Louise Hay, Vaje pred ogledalom. Večina neha brati knjigo tam, kjer so predlagane vaje. Pride obdobje, ko začnemo to ceniti, kajti le vaja dela mojstra. Vaje, da se sprejmemo, vzljubimo, vzravnamo, otresemo strahov. Clarissa Pinkola Estes. Ženske, ki tečejo z volkovi. Knjiga, ki z arhetipskimi zgodbami do neznosnosti globoko reže v nas, da trpimo, ječimo. Ampak le tako bomo postale in ostale žive. Pogovoriti se morava o Kevinu. Življenje, materinstvo, temna stran človeka. Vsebina boli do nepozabnega. Za globok razmislek. Karel Gržan, Le kaj počne Bog v nebesih, ko na zemlji toliko trpečih? Avtor dopušča, da nas trpljenje in Božja vsemogočnost vznemirjata, da se sprašujemo, da dvomimo. In potem še poezija, najprej mehurčki, potem Muran, Kete, kasneje Pavček, Menart, Minati, sedaj Zlobec, Hafiz.
Danes sem ljubiteljica leposlovja, vendar ni bilo vedno tako. V nižjih razredih osnovne šole sploh nisem marala branja. Potem pa mi je prijateljica predstavila tole zbirko 5 prijateljev, ki me je povsem posrkala vase in od takrat naprej branje zame ni več muka, temveč užitek. S pustolovskih zgodb sem potem prešla na detektivske. In sicer sem požirala knjige Agathe Christie in Arthurja Conana Doyla. In še danes z veseljem vzamem te kriminalke v roke. Sonjo Perle in njenim literarnim potopisom Črni angel, varuh moj sem se prvič srečala v srednji šoli. Navdušila me je s svojo osebno izpovednjo izkušnjo popotovanja po zame eksotični deželi Burkini Faso. Izredno ljuba avtorica mi je Alenka Rebula. Z njo sem se prvič srečala prav prek te knjige Blagor ženskam. In sicer jo občudujem zato, ker zna mojstrsko z izbranimi besedami povedati življenjske resnice. Zelo sta me pretresli knjigi Dnevi zavrženosti pisateljice Elene Ferrante in pa Belo se pere na 90 pisateljice Bronje Žakelj. Obe knjigi v ospredje postavljata žensko v skrajni življenjski stiski, ena zaradi bolezni, druga pa zaradi tega, ker jo zapusti mož. Obe ženski svojo stisko premagata, vendar to ni zmagoslavje, vendar pa preprosta življenjska resnica, da življenje teče dalje. Knjigi Pod snegom in pa Prosim, pazi na mamo obe govorita o odnosih v ožji družini in sicer odnosi med že starejšimi starši in odraslimi otroki. Mislim, da obe knjigi bralcu ponujata možnost, da tudi sam prevpraša svoje odnose s starši in pa sorojenci. Knjiga, ki pa me je nazadnje najbolj zaznamovala oziroma vrgla s tira v najbolj pozitivnem smislu, pa je knjiga Eve Mahkovic Na tak dan najbolj trpi Masterkar. In sicer zato, ker avtorica res sledi vodilu, bodi to, kar si, pa če tudi to pomeni, da pokažeš svoje šibkejše in pa slabše plati. Zvečer, ko se mi že pomalem odpravljamo spat, se na nebu zvezde prižgou. Zvezdica zaspanka je tista prva knjiga iz mojega predbralnega obdobja, ki me je zaznamovala. Ko pa sem enkrat začela z branjem, me ni bilo več moč ustaviti. Dr. Jojboli govori o tem, kako bi bilo dobro, če bi ljudje lahko razumeli živali. Orwellova distopična klasika 1984 je moja najljubša knjiga vseh časov. Veliki brat je vedno nekje in nas opazuje. Majhna knjižica Vse, kar moram vedeti, sem se naučil v vrtcu, je zbirka kratkih zgodb, ki jih znamo skorajda od rojstva. Reči prosim, hvala, zavezati se čevlje in tako dalje. Star sosed, ki je živel mimo hiše, je dejal: pa kako se sedaj vse rado ima in se ima. Obožujem srečne konce, sosedov sin je tak. V Prevzetnosti in pristranosti nastopa glavna junakinja Elizabeth Bennet in včasih si zaželim, da bi ji bila vsaj malce podobna. Poezije dr. Franceta Prešerna, ker kdo pa nima rad dobre poezije? Ruska klasika Mrtve duše je še ena mojih ljubših knjig. Naslednja v vrsti je Sarin ključ. Njene knjige pač nimam pred seboj, vendar pa je bilo v recenziji iz Bukle povedano vse. Roman, ki se dogaja med Parizom in New Yorkom, med sedanjostjo in drugo svetovno vojno in nas opominja na našo zavezanost samim sebi in pa sočloveku. Zadnja knjiga je Never tell me never, oziroma Nikoli mi ne reci nikoli. Zgodba, kot bi jo napisali v Hollywoodu. Janine Shepherd se pripravlja na olimpijski nastop, ko doživi prometno nesrečo. Ostane hroma. Zdravniki ji ne dajo veliko poguma. Vendar ženska shodi
se poroči, dobi pilotsko licenco in rodi 3 otroke. Janine nam pripoveduje zgodbo o pogumu, o volji in nam je lahko navdih vsem. Predstavil bi rad 10 knjig, katere me spremljajo vse skozi v mojem življenju. Najprej so tu knjige, s katerimi sem se srečal že kot otrok, sedaj se pa pogosto k njimi vračam, ko jih prebirava skupaj z hčerko. To je prva knjiga Mojca Pokrajculja, je tudi prva knjiga, ki sem jo sam, sicer z veliko muke, pa vendarle prva knjiga, ki sem jo sam prebral. Knjiga, na katero se pogosto spomnim, je tudi Zlata ribica, najbrž že zaradi imenitnih ilustracij Marjana Mančka. No, nazadnje, mogoče za odtenek mlajša, pa vendarle zadnje čase, ko jo prebiram hčeri, je mogoče najbolj zažgala, je pa vedno simpatična naša mala pošast Mici. No, knjige, s katerimi se pa trenutno srečujem, je pa seveda pri raziskovanju zgodovine kot domoznanec, praktično pri katerikoli nalogi najprej posežem po Kraglovih zgodovinskih drobcih župnije Tržič, ki se ji je zelo pred kratkim pridružila še kronika iz zgodovine Tržiča z najnovejšimi raziskavami, zelo zanimiva. Posebno pomembna mi je tudi knjiga o Sveti Ani pod Ljubeljem, to se pravi v moji domači vasi. K njenemu nastajanju in k njeni izdaji sem svoje predal tudi sam. V njej je tudi moj prispevek, v katerem je zajeto večletno raziskovanje mojega domačega kraja. Potem je tukaj knjiga Človek v Alpah, še vedno smo pri raziskovanjih. No, kadarkoli človek pomisli, da je pravzaprav že vse vir raziskal, ob prebiranju take knjige, kot je Človek v Alpah, ponovno najde energijo za to, da se povrne nazaj in ponovno začne. S to knjigo Let v lunino senco z zapisi Pavla Medveščka sem se pa prvič srečal z zanimivo in zelo skrivnostnim izročilom posoških starovercev. Knjiga, ki jo prebereš do konca, pa jo pravzaprav potem ponovno začneš, ker ob vsakokratnem branju ti odpre več vprašanj, kot pa ti da odgovorov. Bolj, kot bi si kdo predstavljal, je z njo povezana tudi knjiga Primoža Hinga, Vodnik po zdravilnih energijah Slovenije. No, k njej se pa vračam, ker me tudi praktično vodi po številnih slovenskih energijskih vrelcih. Da pa za konec dodam še en roman, je pa to roman Drugo spanje Roberta Harrisa. Ponovno bom rekel, ko jo enkrat prebereš, jo ponovno začneš brati, ker te ta roman ne more pustiti hladnega. Deset knjig, ki še vedno ostajajo z menoj. Največkrat začetki niso lahki. Tako je tudi z branjem. Moja prva v celoti prebrana knjiga, ki je spodbudila mojo bralno kariero, ki traja še danes, je knjiga Dogodivščine Mravljinčka Ferdinanda. Ko so virje na leteči žlici. Za paradižnik vam povem,
da sta kosovirja še vedno prav prikupni žverci, ki ima v mojem srcu prav posebno mesto. Da ne izgubimo otroka v sebi, zato poskrbi ena in edina Pika Nogavička. Starosvetnost in veličastnost navduši otroka, ki bere pod svobodnim soncem. Najstniška leta so lahko težka in težavna že sama po sebi. Branje pomaga. Mladinski roman Gimnazijka je bil zame prvi prebrani problemski roman, ki mi je pustil sledi. Rdeči mak. Zanimiv pogled v zgodovino, socialni ustroj in tradicionalni način življenja družbe na strehi sveta. Nemška loterija. Pronicljiv roman o slovenski iznajdljivosti in je humoren, je, pa tudi ne. Kradljivka knjig. Nenavaden in navdihujoč roman o tem, kaj je tisto, kar je v življenju res pomembno. Filijo ni doma. O totalitarizmu in odnosih med spoloma. Presune globoko in je še danes aktualna. V ogledalu uganki. Čudovito lepa pripoved o odhajanju, odhodu in angelih, ki podira tabuje. Deset knjig, ki ostajajo z mano. Zelo rad berem knjige po resničnih dogodkih, resnične zgodbe, avtobiografske knjige. Za začetek knjiga o Steve Jobsu, v kateri izvemo vse o izumitelju pametnega telefona, njegovem življenju, njegovem uspehu in njegovem tesnem sodelavcu in prijatelju Steveu Wozniaku. Richard Branson, uspešen podjetnik, v knjigi izvemo vse o njegovem uspehu, kako je izgradil blagovno znamko Virgin. Vesna Milek, avtorica avtobiografije Borisa Cavazza, našega največjega igralca, pretresljiva, presunljiva življenjska zgodba. Berlin in otroci s postaje Zoo. Resnična pripoved mlade Kristjane. Zelo, zelo tragična, šokantna zgodba. Modrost volkov. Knjiga je nastala po večletnem opazovanju volkov v Narodnem parku v Ameriki. Izvemo, kako in kaj se lahko naučimo od volkov. Še nekaj za telo in dušo. Jorge Bucay, Naj ti povem zgodbo. V nadaljevanju še knjiga Naj ti povem še eno zgodbo. Zelo logične življenjske zgodbe. In aktualna knjiga za današnji čas Maje Megle, Stres, kuga današnjega časa. V tej knjigi izveste, kaj so to nevrotransmiterji. In še knjige, ki so zaznamovale moje otroštvo, dijaška leta, študentska leta. Seveda, France Prešeren, poezije.
Oton Župančič, zelo všeč mi je pesem Duma. Simon Gregorčič, Človeka nikar. Za konec novela, ki me je najbolj šokirala, ki se je najbolj zasidravala v mojo dušo, je Boj na požiralniku Prežehovega Oranca. Bom prebral nekaj stavkov. Uprl je oči v žival. Vanj je strmelo dvoje onemoglih velikih kalnih oči. Koža se je kadila in dlaka se je vidno ježila. Dihurju se je volk zasmilil, žal mu je postalo, ker ga je tako zelo tepel. In že je začel za roko brisati krvavo klobaso na gobcu.